Danes imamo spet eno pomembno temo, o kateri bomo govorili, ampak zraven si bom jaz delala make-up, cause that's fun. Imamo eno temo, ki je dejansko ful povezana z make-upom. To ni bilo planirano, by the way. Jaz sem samo hotela delati nek story time, T-spill, pa sem si delati make-up. Jeffree Star Cosmetics! Zgodba je dolga, tako da dajmo kar pripraviti malo faco, da si začnem delati gor make-up, tako da vzamem prvo kremo. Danes govorimo o eni YouTube, ne YouTube, YouTube je out, kdo še gleda YouTube, TikTok drami, ki v bistvu sploh ni toliko huge drama, mislim, kar se tiče osebnih življenj, ker I don't like that. Prvo naj dam en backstory. Vsi sovražimo brand deale. By the way, nič v tem videu ni sponzorirala nikogar, tako da ne bom vam govorila, kateri produkti so. So pa vsi Kaja Solo approved. Sponzorirane objave. Vsi sovražimo. Sovražimo jih delati, sovražimo jih gledati, če so brezvezne. In isto jaz čutim do njih. Sponzorirane objave so nekaj, kar moraš pač delati, zato da živiš in na TikToku, in na YouTubeu, in na Instagramu pač it is what it is. Večina dealov, ki jih dobimo, so, you know, v redu. Pač, če se z nečim res ful ne strinjaš, valjda tega ne delaš, ampak dejansko jih moramo delati zaradi tega, ker vsaj Slovenije tak. Če bi služila denar samo od YouTubea, bi zaslužila ene 35 evrov na mesec. Ne vem, če vam je že kdo kdaj povedal, ampak ni dosti za preživeti čez mesec. Teda moramo poiskati pač ene brande, s katerimi delamo. In lahko bi si našla kako drugo službo, but YouTube in Instagram in TikTok, vse to porabi ogromno enega prostega časa. Preden me kdo napade, jaz sem imela redno službo, delala sem na Pop TV-ju, verjetno veste, in v bistvu se ni obneslo tudi zaradi tega, ker jaz svojega YouTubea nisem mogla več furati in to mi veliko pomeni in nisem hotela dati tega stran. Sem basically pač dala to pred, ker enostavno ne bi mogla delati obojega. Pač ne moreš. Če šele začenjaš, I guess, pa delaš samo vsake toliko cajta neki, pol lahko, če pa se res redno ukvarjaš z videi, se pravi snemaš vsak dan, montiraš cele dneve, pripravljaš content, pač ja, pišeš scenarije, ne moreš zraven hoditi v neko konkretno službo. Jaz sem drugače delala nekaj cajta kot kelnerca, preden je YouTube res pop-upal in sem lahko začela živeti od tega. Tako da na začetku sure, zdaj pa absolutno ne vidim več možnosti, da bi lahko imela kako drugo službo še zraven. Ker je enostavno too much, v glavnem. Beauty blender močem. Situacija v Sloveniji je pač taka, da od YouTubea tudi na druge načine ne moreš jih preživeti. It sucks. Dealov je premalo in če so, želim, ker govorim najbolj resno stvar na svetu, ampak zraven zgledam kot fucking clown. Če so ti deali, so ponovadi slabi in jih je treba vzeti veliko. Jaz poskušam nekaj ohraniti, da pač nimam preveč teh dealov, pa da so res vsi taki, v kere verjamem, pa da moj Instagram ni pač dejansko vsaka objava neki sponzorirana, kako nekateri slovenski influencerji. To ni bil noben shade. Ne, ne bil. Glavno, res se trudim, da ni tega preveč, čeprav je pa s tem pride to, da moram izpostaviti še ceno. Zdaj, jaz tukaj nisem, da govorim samo o svoji situaciji, samo hotela sem povedati, da vse te stvari so pri nas mečke drugačne, ker danes govorim o situaciji, ki se dogaja na worldwide beauty community-ju. Beauty community-ju je bilo v preteklosti že ogromno drame. Mislim, we all know James Charles cancelled, the Jeffree Star cancelled, Tati cancelled. Basically, kdorkoli je delal make-up na YouTubeu, je bil cancelled. I'm next. Ne vem, koliko zdaj poznate kaj moj content, če spremljate moj kanal, pa ste gledali Vlogmas recimo, veste, da sem jaz huge fan Jeffree Star Cosmetics, oziroma Jeffreeja nasploh. Mogoče se ne strinjam čisto z vsem, kar je on delal v svojem življenju, ker njegova kariera je že precej dolga. Jaz ga spremljam tako, odkar sta s Shaneom naredila tisti documentary, kupila sem si tudi cel paket teh izdelkov, vse, ki so bili s tem conspiracy kolekciji. Vse izdelke sem kupila, ker I'm obsessed. Dejansko se mi zdijo njegovi izdelki res ful kvalitetni, vsak dan jih uporabljam basically. Zdaj imam trenutno 1, 2, 3, 4, 5, 6 njegovih palet, ful enih šmink, ampak jaz sem cel life mislila, da jaz ne znam delati barvastih eyeshadowov. Not true. Samo vsi ostali eyeshadowi so trash. Njegovi boste videli pol. Ne vem še sicer, kjero barvo bom naredila in kjero paletko bom dejansko uporabila, ampak boste videli, da je amazing. Vse ostale paletke, basically vse ostale paletke v svoji kolekciji sem stran zmetala, ker nobena ne deluje. Nisem plačana by Jeffree Star Cosmetics, nažalost. To je moje res pristno mnenje. It's amazing. It's stunning. About Jeffree Star, če ne veste, kdo to je. To je en tip, ki je amazing. Vem, da ne zgleda kot tip. Identificira se kot alien, Alenkin fan. Njegov stil je unmatched. On ima make-up firmo, se pravi Jeffree Star Cosmetics. Naj pokažem pač to firmo.
in on je lastnik. In on s tem zasluži ogromno denarja, ker je naredil v bistvu res eno make-up znamko za vse nas, ki obožujemo barve, ki imamo radi make-up, pa je vseeno nekako affordable, se mi ne zdijo toliko hude cene, recimo za eno tole paletko, mislim, da sem dala 50 €. Boste pa videli, kako izgleda, ampak noter so barve, ki se res, če hočeš delati z barvami, res ful priporočam te paletke. Jaz sem hvalim Jeffreyja v tem videu, goddamn, I have to get to the tea. On je lastnik svojega podjetja in to pomeni, da on basically od svojih produktov zasluži toliko, da ne rabi imeti sponzoriranih objav. On je imel na YouTubeu dolgo časa serijo videov, kjer je delal iskrene reviewje vsega make-upa na sceni. In ni delal samo high-end, ampak tudi tale concealer jaz uporabljam točno zaradi njega, ker je pač on ga proval in se mi zdi full amazing. On tudi drugač dela concealerje, pa sem za konkurenco rekel, da je dobra, ker se mu je dejansko zdela dobra. Dober izdelek za nekaj, kar je vseeno precej cenej, kot pa njegovi concealerji. Jaz njegovega concealerja nimam, ne vem, kako dober je, ampak ta je pa my favorite. Ne vem, danes ga ne uporabljam, pozabila sem si ga dati. Delo je reviewje, bili so iskreni and I loved it. Zdaj, pred kratkim, ko sta s Shaneom naredila zadnjo serijo, je announcel, da se poslala od YouTubea, da ne bo več snemal, zaradi tega, ker se mu ne zdi več smiselno, ker noben več gleda YouTubea. S čimer se precej strinjam in si tudi jaz že bila precej blizu, da ne da kvitam, ampak nisem več vedela, kaj naj naredim glede tega. Priznana mi je tisti video, da se Jeffree Star zaradi tega poslala od YouTubea precej spravil slabo voljo, ker I miss him and he was amazing in tako skozi sem ga gledala in pač it wasn't the prettiest, ok? In zdaj, ko na YouTubeu ni več nobenega dejansko takega influencerja oziroma YouTuberja, ki bi iskreno povedal svoje mnenje o izdelkih, well, things went to shit. Kje imam jaz kak čist brush? Noben brush tule not, ni čist. Beauty scena je šla. Veliko ustvarjalcev se je predstavilo na TikTok, zaradi tega, ker je to next big thing, s čimer se nažalost jaz ne strinjam, ker pač... Ampak beauty scena se je predstavila na TikTok. In tukaj pridemo do eyeshadowa. Ful rada uporabljam tale, kaj je to, Soul Tape. Zdaj sem si dala prvo puder gor, pozabila sem, da bom to uporabljala. Drugače si ponovadi dam prvo to, pa pol eyeshadow, pa pol puder. Ne vem, ne moram 100 stvari naenkrat delati, pa zraven še razmišljati, kakva drama je na TikToku, ok? Leave me alone. I look like a ghost. Zdaj prijemo do zdajšnje drame, ki se je dogajala. Mogoče bi mogla ta video malo prej narediti. Malo sem pozna. V glavnem, na TikToku je ena tiktokerka, Michaela. Se piše Michaela Noguera? Michaela Noguera, I guess. To je tiktokerka, ki dela isto beauty reviewje beauty izdelkov. In jaz sem jo kar spremljala. Zdaj se moram jaz odločiti, kjer paletko uporabljam. I have many of them and they're so pretty. Pač poleg Conspiracy Palette imam še te 4. In zdaj se ne moram odločiti, kjer barvo bi. Danes vibam z rdečo. S svojim prvim instinktom bom šla, vzela bom Blood Sugar in bom videla, kaj bo nastalo. Nimam plana. Mogoče ima edino rdečo, ima Conspiracy lepšo. Zdaj bom mogoče malo kombinirala. Yes, I prefer this one. Pač ta rdeča... Vidiš razliko? Ok, enough about that. Glavna Michaela dela TikToke, kjer so v bistvu rezultati vedno noro amazing. Njeni rezultati so, a veš, daš gor puder in izgleda, kot da si prpleskal z barvo. It doesn't always work like that. In nazadnje je objavila en video, ki si je delala še trepalnice z L'Orealovo maskaro. In rezultat je bil nekako en mečken predober, če veste, kaj mislim. Zvedlo se je, da je bejba uporabljala fake trepalnice. Ste že povezali skupaj, zakaj je to narobe? It's wrong. In najhujš, kar je bilo, imam jaz čopiča, spodaj pod videjem je pisalo partnered with L'Oreal. Kar pač ljudje niso glih najboljši vzeli, kakor si lahko mislite. Jaz nimam pojma, kaj bom naredila danes z make-upom. Jaz nimam plana, oh my god. Pa to se mi stalno lepuje. Dajmo samo rdečo na film. Je ona poskušala prikriti oznako, kjer piše partnered with L'Oreal, kar ni glih v skladu z sodelovanji, ki jih imamo. Bi jih mogli imeti, ničeloma. Tudi jaz sem kdaj skrila, ampak skrila je dejstvo, da je bila objava plačana, kar pomeni, da je folk verjel, da je dejansko maskara tako dobra, ker niso takoj pomislili, da bi mogoče dala kakšne fake rezultate, ker ji zaupajo, ker je pač one of us. In zakaj bi ona lagala svojim fanom, ne? Čeprav imam pa jaz tukaj še eno drugo mnenje.
mnenje. Zdaj bom pa jaz tole komentirala kot influencerka, tiktokerka, zakaj se mi zdi niti ne toliko narobe, kaj je naredila. Vse glede skrivanja tega, da je bila objava plačana. Ker imam tudi jaz izkušnje s tem, da recimo objavim kak video, sploh na TikToku, takoj ko označim hashtag ad, kakorkoli najavim, da sem plačana in da je to reklama, TikTok to takoj zazna in videa ne boostajo. Si lahko mislite, da ni dober. Ker pol noben tega videa ne vidi in v bistvu tudi znamka, s katero sodeluješ, nekako vidi, da tvoji rezultati pač niso tako dobri, te mogoče nikoli ne bojo več vzeli. Se mi zdi, da večinoma, vsaj pri nas v Sloveniji, niti noben ne razume, kako to deluje in jih moraš prepričevati, zakaj njihov video ni dobil toliko gledov, ker that's just how TikTok works. Ok, you can't beat the algorithm. Ampak zdaj pa prijemo tukaj do problema. Zakaj bi Michaela dejansko lagala svojim fanom, če je plačana v vsakem primeru? Tudi če ona naredi čisti iskren review, zgledajo trepalnice pač še vedno naravne, niso fake, ne zgledajo toliko fake, kakor bi mogoče človek hotel, ker pač maskara vse ni čarovnija, veš. To mi nekako ni jasen, pač zakaj je sploh šla lagat glede tega. Folk bo valjda to opazil in zdaj pridemo pač do Jeffreya. Ko Jeffrey najde nekaj, kar njemu ni v redu, valjda naredi dramo. Jaz pa sem zdaj naredila čisti shit s tole učko. Se dogaja danes malo? Jesus Christ. Ok, zdaj tu vem, da zgleda full mess, ampak ko bom jaz dala tole dol, trust me, it's gonna look good. Pokaž mi eno paletko, ko jo lahko kupiš v Sloveniji, ki naredi tak pigment. There is none. Hočem nareči še malo več globine, tak na hudu tukaj zgori. Ok, da smo ready za najbolj satisfying moment. Oh, that's so nice. Ampak tale look bo po moje eyeliner najbolj rešil, pa itak fake trepalnice, ker po fake trepalnicah vse zgleda boljš. A ne, Michaela? Oh no, jokala sem se. Kdo se pa ne bi jokal v tej drami, a ne? Ta črna je preveč pigmentirana, če me vprašaš. Mislim, da moram s concealerjem. Tale concealer je game changer. Ne uporabljam tega kot puder, ker je grozno, ampak kot concealer za takele kikse, amazing. Like it never happened. Kje smo ostali? Ampak zdaj se ta meja med influencerjem in nekim celebrityjem, ki je na plakatu na ulici ali pa v reviji, se zabrisuje. In ne zdi se mi v redu, da smo mi postali toliko neiskreni in da zdaj še mi delamo false advertising. Vsi vemo, da je na vseh reklamah, ki jih delajo beauty brandi, ne vem, šamponi uporabljajo podaljške, maskare uporabljajo fake trepalnice, kreme photoshopirajo mozolčke in tudi oblačila so narejena po meri za modela. Na Instagramu dol, by the way, maskara Jeffree Star, we love it, bi moglo biti pa vse mečken bolj iskreno. Kaj je point influencerjev, če isto lažemo kot plakati? Zakaj bi nas kdo followal, gledal in spremljal, če ne govorimo več resnice, tako smo včasih? Če isto ne moreš verjeti vsemu, kar rečemo, smo morda plačani nekje v ozadju in nekdo, ki nas plačuje, da praktično delamo false advertising. Da sploh ne govorimo o vseh teh fake reakcijah na TikToku, ko folk dobi nek make-up in je valjda plačan in pol je itak karkoli prime v roke. To je najboljša stvar na svetu. Kako sem jaz živela prej brez tega? Oh my god, this is the best thing in the world. Vse je postalo preveč fake. In a je sploh kakšna možnost, da mi ostanemo dejansko iskreni z vami in še vedno preživimo kot navadni influencerji, ki smo iskreni z vami? Če firme od nas pričakujejo, da lažemo in da vam devamo neke napačne informacije, a zdaj tudi mi postajamo samo še neke marionete od firm, da prodajamo? Pač, a smo enako fake reklame, kot vsi ostali? A lahko preživimo sami od sebe s firmami, v kjer res verjamemo? Ker nimamo vsi v zadnji multimilionarske firme s kozmetiko, tako ima Jeffree Star, da bi lahko vsemu rekli ne, kar nam ne paše. In včasih pač moramo reči ja za izdelke, samo zato, da lahko preživimo, da lahko fucking štrom plačam, da lahko vi zdaj tole gledate. And that's not nice. Zdaj pa prijemo do fake reklams. All in all, jaz upam, da se Jeffree Star vrne na YouTube in valjda nima več tistih svojih najhujših momentov, ko je bil cancelled, ampak da enostavno začne spet delati neke iskrene make-up reviewje, povete, ko je, in pokaže tudi, kjere firme so dejansko dobre, kjere se nam lažejo in predvsem, kjere so cenovno dostopne. Jaz ful pogrešam čase YouTubea, ki je bilo res vse simple, pa si lahko objavil dejansko
tiste stvari, ko so ti všeč, ni te rabilo skrbeti za to, kje boš imel firme, kje boš imel sponzorirane objave, pač it's all too much. Before, after, I swear. I swear. A bi mogoče malo rdečo dala še na spodnje trepalnice? Ne, po mojem bo to mač. Jaz iskreno ne vem, kam vse to gre, pač influencerstvo je itak preveč je tega. Enostavno, jaz dobivam ogromno enih vprašanj od ljudi, ki hoče začeti svoj kanal. To bi lahko bil čist cel svoj video, mogoče nekdaj naredim, ampak moje edino mnenje je, da ne si delati YouTube kanala. TikTok maybe, ampak moraš res imeti neko unikatno temo. YouTuberjev je že dosti v Sloveniji, pa to ne govorim zaradi tega, ker res ne bi hotela konkurence, ampak enostavno ne vidim načina, ker drugače jaz res rada pomagam vsem, ki so novi na sceni. Ne vidim načina, kako bi lahko nekomu uspelo, imamo že vse. Mislim, da v Sloveniji večina folka misli, da smo YouTuberi neki extra rich. I have no idea. Imam denar, ampak vseeno, it's not a lot. Preživim in je v redu. Ni pa to zdaj, da lahko imam jaz, ne vem, mansion. Tu bom zaključila za Jeffree Star Cosmetics šminko. Tale je od Think Are You Filming, moj najljubši. V glavnem, kaj smo se iz te drame naučili? Enostavno, mogli bomo postaviti neko mejo, koliko iskreni morajo biti influencerji, moramo biti influencerji, koliko moramo povedati vse, kakor je, da ne lažemo o stvarih in zavajamo svoje gledalce, po drugi strani pa moramo vseeno dobiti nazaj svojo moč, kar se tiče firm, da jim povemo, da moramo vseeno biti iskreni. To je moj look za danes, mečam z tole vrtnico zadaj in to bi bil nek Valentinov look, ampak upam, da vam je bila všeč današnja drama. Ne maram neki ful dajati poudarka na dramo. Ta stvar se mi je zdela dosti pomembna, ker je pač za nekaj, s čimer se tudi jaz ukvarjam. Hotela sem vam predstaviti ene stvari mojega dela in kako hočem jaz predstavljati sebe in vse izdelke, ki jih kažem vam. V glavnem, to je to za današnji video. Upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, mu dajte dol spodaj en like, subscribite se na Džunglin kanal in napište, o čem naj govorim naslednjič in katere barve make-upa si ne naredim naslednjič. To bi mi zelo pomagalo. V glavnem, to je to. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se v naslednjem videu. Čau!